ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je hrastniški župan Miran Jerič. Dobrodošli v našem studiu. Hvala za dobrodošlico in lep pozdrav tudi tebi in vsem gledalkam oziroma gledalcem ETV-ja. Zdaj je kar nekaj časa, odkar sem bila zadnjič v tem studiu, marsikaj se je od takrat zgodilo. Nismo še čisto pri občinskem prazniku, ampak vendarle, kateri so tisti projekti, ki so v tem času najpomembnejši, ki nekako tekoče tečejo? Res je, v tem času izvajamo veliko projektov, predvsem tistih, ki so sofinancirani s pomočjo evropskega denarja iz različnih skladov. Iz operativnega programa za razvoj regij smo pridobili kar znatna sredstva za energetsko sanacijo vrtca Dolinca. Ta projekt izvajamo, je dvoletni, v lanskem letu smo ga začeli, do 15. avgusta naj bi ga dokončali. Ne bomo samo energetsko posanirali vrtec Dolinca, ampak smo čez zimo zgradili tudi prizidek, zgradili novo dvoranco z sanitarijami in garderobami, tako da bomo seveda ta vrtec potem slavnostno odprli v mesecu septembru. Projekt je težak približno 808 tisoč evrov. 572 tisoč evrov smo dobili za ta projekt energetski denar. Ko bo projekt dokončal, se pravi, bomo zboljšali pogoje za predšolsko vzgojo in ustvarili nek prihranek, ki ga bomo lahko namenili za druge razvojne projekte. V mestnem jedru nadaljujemo drugo fazo prenove mestnega jedra. Tudi ta projekt izvajamo s pomočjo evropskega denarja. Projekt je težak približno 1 050 000 evrov. 750 000 evrov smo dobili evropskega denarja. Zdaj smo približno na 2/3 izvedbe tega projekta, čeprav bi po pogodbi moral izvajalec dokončati ta projekt do 15. avgusta. Se kaže, da bo otvoritev prej. Po zagotovilih izvajalca bo otvoritev v začetku julija in s tem projektom ne bomo samo prenovili mestno jedro, ampak zagotovili tudi boljšo pretočnost, varnost, zagotovili hortikulturno ureditev in položili v cestno telo vse tiste kanalizacije, ki so potrebne in tudi zagotovili večjo varnost prometa na tem območju in pa tudi dostop intervencijskih vozil bo boljši, kot je bil doslej. Mimogrede, kako pa občani sprejemajo, nenazadnje je kar veliko del, pa tudi kakšna zapora, takšne investicije? Res je, da z vsakim projektom stopimo pomembno v življenje naših občanov in občanov, ampak če ljudje vidijo, da gre za dober projekt, da je izvajalec v skladu z terminskim planom izvaja ta projekt in da bo ta projekt prinesel nekaj dobrega, potem se da potrpeti in mislim, da po tej plati ni problema. Zdaj, naslednji projekt, ki ga bi želel omeniti, s tem bomo pa zdaj štartali. Približno do 15. to se pravi v teh dneh bo vzpostavljeno gradbišče za energetsko sanacijo osnovne šole Narodnega heroja Rajka. Tudi na razpisu okrog energetske sanacije smo bili uspešni, dobili smo približno 1 060 000 evrov za energetsko sanacijo projekta. Približno 740 000 evrov zagotovlja občinski proračun, izvajalec izbran, z njim smo terminski plan uskladili, tako kot sem že omenil. 20. maja bomo štartali z energetsko sanacijo, ne bo potrebno preseliti naših otrok na nobeno drugo lokacijo, pouk bo normalno potekal, zagotovljen bo varen in kvaliteten pouk, kljub
izvedbi energetske sanacije. Najprej bomo pričeli z energetsko sanacijo na starem delu šole, to je tako imenovani trakt D. In seveda tam bomo 20. do 28. zamenjali kompletno stavbno pohištvo. Po zamenjavi stavbnega pohištva pričnemo z deli na fasadi, to se pravi z izolacijo. Malo pred koncem fasade bomo pričeli z zamenjavo strehe v tem delu, potem se prestavimo na ta vezni hodnik med starim delom šole in novim delom oziroma vezni objekt. Tle bo ista dela potekala in pa seveda potem v letošnjem letu računamo, da bo gro del potem opravljenih med počitnicami do 15. augusta še na tem novem delu. Dela bodo pa potem dokončana drugo leto do 15. augusta, to se pravi na tem novem delu in pride še na vrsto energetska sanacija te male šolske telovadnice. Tle bomo ustvarili velike prihranke, približno 60 000 evrov bomo prišparali samo na letni ravni na ogrevanje, to se pravi, da bomo lahko ta denar namenili za druge razvojne projekte. Ves čas pa bo pouk lahko potekal nemoteno? Pouk bo potekal nemoteno, najprej smo razmišljali o uvedbi saj za en krajši čas dvoizmenskega pouka, ampak potem smo se z izvajalcem dogovorili, z njim uskladili tako terminski plan, da bo pouk nemoteno in varno potekal v naši šoli. Če lahko omenim, bom rekel, še eden od največjih evropskih projektov, ne samo v naši občini, ampak tudi na območju Slovenije na področju okolja. Izvajamo tudi regijski center za ravnanje z odpadki. Ta projekt je težak približno 12 milijonov 300, 6 milijonov 800 oziroma 900 imamo evropskega denarja, vse ostalo zagotavljamo občine in pa država. Tle imamo malo težave, vmes je država sprejela par uredb, tako da jaz pričakujemo, da bomo drugi teden na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje dokončno dobili odgovore, da vidimo, po kakšni poti bomo šli s tem projektom naprej. Jaz si želim v imenu, bom rekel, tudi ostalih občin, ki sodelujemo v tem projektu, to se pravi od Litije do Radeč, da ga uspešno speljemo, to se pravi, da bi v Hrastniku potem imeli dva okoljska projekta pod streho, to se pravi tako ravnanje z odpadki, obdelava in odlaganje, ne samo za naše smeti oziroma odpadke, ampak tudi za ostale občine. Čistilna naprava pa že kar nekaj časa dela in tudi kolektorski sistem dobro funkcionira. No, ko se je začelo govoriti o uničnem, že pred leti je bilo od začetka kar nekaj negodovanja, da se bodo vse smeti vozile v Hrastnik, da bo več prevozov. Kako pa zdaj to občani sprejemajo? Verjetno se je število prevozov povečalo od takrat, ne? To je bila moja prva naloga, ko sem postal leta 2002 hrastniški župan. Investicija se je izvajala, pa nismo imeli, bom rekel, soglasja krajanov in krajank za prekategorizacijo občinske deponije v regijsko deponijo oziroma v regijski center. Jaz sem takrat in tudi še danes tako razmišljam, da za dobre okoljske projekte je potrebno zastaviti svoj politični vpliv. Primerne lokacije je treba najti in za odpadke ravnati tako, kot se spodobi. To se pravi, da ne gre samo za odlaganje odpadkov, ampak da gre v regijskih centrih za obdelavo teh odpadkov in samo tisti majhen preostanek komunalnih odpadkov odložimo. Teh očitkov, da sem v Hrastnik pripeljal smeti iz območja, bom rekel, vseh občin je bilo kar nekaj slišati, ampak jaz mislim, da tisti, ki ima v svoji glavi odgovoren odnos do okolja, ve, da je potrebno z odpadki ravnati odgovorno in da je potrebno v Sloveniji zgraditi določeno mrežo regijskih centrov in jaz upam, da bomo v Hrastniku to zgodbo uspešno pripeljali do konca in z okoljem ravnali tako, kot je potrebno. No, to sem spraševal tudi zaradi tega, ker vsi vemo, da moramo imeti takšne centre, nobeden ga pa ne bi imel na svojem pragu ali pa v svoji občini in potem ta nesoglasja. Več let smo spremljali, bom rekel, v Sloveniji polemiko o tem oziroma boj županov, kdo bo imel sedež pokrajine, v kaki lokalni skupnosti na določenem območju. Nobeden se pa ne tepe za regijske centre, ampak jaz mislim, da odgovoren politik mora tudi na tem področju sprejemati odgovorne odločitve in če je unično prava lokacija, na uničnem smo pa v Hrastniku odlagali na občinsko deponijo od začetku 90-ih letih svoje odpadke, se mi zdi, da je prav, da ta projekt v tej smeri odpeljemo do konca. Jaz sem bolj na strani tistih, ki si želi, da bi na vseh področjih sprejemali odgovorne
odločitve, ne pa populističnih. No, takrat, ko se je to sprejemalo, pa odločalo o tem regijski deponiji, se je tudi govorilo, da je to bolj začasno, da ni to za vse večne čase. Se to zdaj kaj podaljšuje? Življenjska doba se bo sigurno podaljšala. Mi smo takrat razmišljali, da bi tam nekje do leta 2022-2024 zadoščala kapaciteta deponijskega prostora. Kljub temu, da bomo zaradi pravilnika, ki določa najmanj 300-metrski pas oziroma oddaljenost od roba deponijskega prostora do prve stanovanjske hiše, morali zmanjšati deponijski prostor iz 240 tisoč kubikov na 200 kubikov, se nam bo življenjska doba potegla daleč čez leto 2030, tako da na Uničnem, če bomo center dokončali, bomo lahko vse tiste občine, ki sodelujemo v tem projektu, odlagali še dolgo časa. Treba je vedeti nekaj, da tudi z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru, na ekoloških otokov, smo količine odpadkov, ki jih pripeljemo, v regijske centre zelo zmanjšali. Samo za podatek, ko smo pričeli skupno voziti odpadke na Unično, je bilo teh odpadkov na letni ravni približno 23 tisoč ton. Danes se bližamo podatku, 10 tisoč ton. Jaz sem prepričan, da bo šlo v smeri tudi povratne embalaže, da se bo količina odpadkov tudi še v prihodnje zmanjšala, da nas tle čakajo pomembni koraki in da bo potrebno na Unično pripeljati odpadke, seveda ob soglasju krajanov, krajank, tudi občinskih svetov, tudi verjetno iz katerega drugega območja. In to bi bil tudi odgovoren razmislek države. Jaz sem že parkrat opozoril ne samo sedanjega ministra, ampak tudi tiste, ki so bili prej, da je potrebno novelirati operativni program, pogledati količine odpadkov, ki so, pogledati, kateri centri so že zgrajeni, ki imajo vsa potrebna dovoljenja, kateri so v gradnji in tok odpadkov usmeriti v te centre. Ne pa graditi neko mrežo regijskih centrov, ki se nam bo čez par let pokazala, da je prevelika in da bo ekonomika teh centrov vprašljiva. Kaj pa opažate, verjetno ste v kontakti tudi s komunalnim podjetjem, ali občani zdaj bolj sortirajo ali pa dajo odpadke na pravo mesto kot leta nazaj? Velik korak mislim, da je bil narejen tle, tudi z različnimi akcijami, ki jih komunale izvajajo, tudi lokalne skupnosti. Jaz mislim, da je treba delati z najmlajšimi, z temo ravnanja z odpadki, na kak način se ločeno zbirajo odpadki na izvoru, je treba tako vrtce kot v osnovne šole. Mimo grede v vrtcih, tisti, ki obiskujejo vrtec, otroci, jaz ne vem, ne poznam koga, ki bi odpadek odvrgal na tla, in če vidi odraslega, ga takoj opozori. Torej ta vzgoja že čisto od zgodnjih let, ki nam mogoče ni bila toliko dana, to se pozna. Jaz mislim, da je to prav. In otroci opozarjajo svoje starše, stare starše, in jaz sem prepričan, da se bo ta ekološka, okoljska zavest še širila in da bomo z odpadki ravnali odgovorno v prihodnje, bolj kot danes, ampak je velik napredek narejen, če pogledava, 10 let nazaj pa danes. Se vršijo tudi kakšne kontrole, mora biti kakšne kazni, je za to zadolženo medobčinsko redarstvo? Tako je. Vršijo se kontrole, ne samo na ekoloških otokih, kjer se pogledajo, kako ljudje, ločujemo ali pa razvrščamo odpadke na izvoru, da jih v ta pravo kanto oziroma posodo za smeti damo. Ne samo tle, tudi opozarjamo potem tiste zaselke oziroma soseske, ampak tudi v regijskem centru se dela kontrola na način, da se tovornjaki pripeljejo odpadke gor, na dvorišču se pregleda, kakšna zvrst odpadkov je tam. Seveda vse te napake bomo pa odpravili, ko bomo dogradili regijski center za ravnanje z odpadki. V sortirnici suhe frakcije se bojo popravljale napake, ki jih delamo sami, s tem, da ne ločujemo tako, kot se spodobi, ker v sortirnici suhe frakcije se bojo vsi odpadki razvrščali. Tisto, kar bo šlo lahko nazaj v predelavo, v reciklažne obrate, bo šlo nazaj. Tisto, kar bo šlo na regijsko kompostarno, bo šlo na regijsko kompostarno in samo majhen ostanek odpadkov se bo odložilo na deponijski prostor. No, se takšna je tudi evropska direktiva, Še vedno imamo preveč teh ostalih odpadkov, Drži. Ja. Mimo grede, to pomeni tudi z Unično, ta regijska deponija tudi kaj
bistveno večje število zaposlenih. Koliko je mimogrede zaposlenih? Kaj to pomeni tudi za sam Hrastnik? So bolj hrastničani zaposleni? Bolj Hrastničani, večinoma pa krajani in krajanke Marnega. Mi takrat, ko smo dobili soglasje Krajevne skupnosti Marno za umeščanje oziroma da smo zagotovili družbeno sprejemljivost oziroma vpetost regijskega centra v prostor, smo se zavezali, da pri vseh zaposlitvah, ki se bojo zgodile v regijskem centru za ravnanje z odpadki unično v prihodnje, imajo prednost krajani in krajanke Marnega, seveda, če izpolnjujejo vse z razpisom postavljene pogoje. Zaposlenih trenutno je 8, v prihodnje jih bo dosti več, seveda odvisno je pa tudi od količine odpadkov, ki se bodo obdelali in odložili v regijskem centru za ravnanje z odpadki. V tisti najbolj optimalni varianti se govori o blizu 30 zaposlenih. Jaz mislim, da jih bo kar nekaj manj, ampak gre za dejansko nove zaposlitve. No, če greva še malce nazaj na osnovno šolo, ko ste se nekako prijavljali za ta evropska sredstva, ste se kar večkrat prijavljali, ne? Niste popustili, pa ste na koncu prišli potem do denarja, ne? Ja, pa je pri vseh teh podjetjih, pri vseh teh razpisih podobno? Ni, Hrastničani smo vztrajni. Mi smo bili pri črpanju evropskega denarja kar uspešni. V prvi finančni perspektivi smo pridobili blizu 20 milijonov evrov evropskega denarja. Če dodamo še državni in občinski denar, smo izvedli v tej prvi finančni perspektivi za blizu 28 milijonov različnih investicij, različno smo vlagali. Zdaj smo se prijavili tudi na zadnji razpis iz operativnega programa za razvoj regij, kjer je bil pa razpis pa zelo specifičen. Tle se je razpisovali nekaj več kot 31 milijonov denarja, tako imenovanih ostankov iz razvojnih regij. To se pravi, tisti denar, ki iz operativnega programa za razvoj regij v vseh teh 7 razpisih ni bil porabljen. Čeprav Zasavčani smo bili tle uspešni, mi smo imeli na razpolago nekaj več kot 18 milijonov evrov denarja, občina Hrastnik približno tretjino tega, dobrih 6 milijonov, občini Hrastnik nismo izkoristili samo 8 tisoč evrov. Ampak smo se kljub temu prijavili na nek način s projektom nadaljevanje urejanja mestnega jedra. Ta projekt je težak 545 tisoč evrov, računamo na 380 tisoč evropskega denarja. Seveda ta razpis je pa zato specifičen, ker je bila oddaja od 5. maja pa do 15. ampak vse projekti, ki se oddajo, kriterije tudi, kdaj si oddal. Mi smo oddali 27 sekund po polnoči na Petrolu v Celju in po nam znanih podatkih je teh projektov, ki so bili v prvi minuti v Sloveniji oddano daleč, teh projektov je toliko, da daleč grejo čez razpisana sredstva, samo tisti, ki so bili v prvi minuti. In zdaj po formalni plati in vsebinski se bojo ti projekti pogledali in če bo več projektov, bo potem odločil žreb. Mi bomo sicer veseli, če bomo uspeli na žrebu, še bolj bomo veseli, če bo država ugotovila, da gre za dobre projekte in da je potrebno na ta razpis prerasporediti še kaj denarja, ki ni izkoriščen. Jaz upam, da bo šlo v tej smeri in da bomo uspeli, če pa ne bomo, seveda, pa če bomo z vsemi pogoji ustrezali razpisu, bomo pa tudi čestitali tistim in zaželeli vse dobro pri izvedbi teh projektov, ker sem prepričan, da gre za projekte, ki so dobri za tisto sredino, iz katere ta projekt prihaja. No, velikokrat slišimo med občani, tudi državljani, da nas Evropa na nek način molze, kaj nam je pa treba bilo iti v to evropsko skupnost. Ko pa mi gostimo v studiu župane, ko začnete pripovedovati, kaj vse ste zgradili s pomočjo teh evropskih sredstev, pa upam si reči, kaj vse ne bi, če teh evropskih sredstev ne bi bilo. Verjetno pa vi, ki ste neposredno povezani s temi sredstvi, drugače gledate na ta evropska sredstva. Treba jih je znati vzeti, ne? Da jih vzameš, moraš imeti vedno pripravljene dobre projekte. Jaz sem to, odkar sem postal hrastniški župan, sem občinske službe prepričal, da moramo imeti vedno na zalogi kakšen dober projekt. Ker razpisi se zgodijo zelo na hitro.
za dobre projekte se evropski denar dobi. Mi takšnega napredka, tudi na področju okolja, v katerem smo prej govorili, ne, mi smo dobili za izgradnjo čistilne naprave in kolektorskega omrežja, investicija je stala približno 6 milijonov 400. Občina Hrastnik je zato zgradilo čistilno napravo na 11 populacijskih enot in 13 km kolektorskega omrežja. Mi brez evropskih denarjev te investicije ne bi zgradili v naslednjih 30 letih. Ker je toliko razvojnih problemov, da težko kompleten denar nameniš samo za eno investicijo. Regijski center, tle gre za vodooskrbo, za novo knjižnico, za večnamenski objekt v Podkraju, za industrijsko cono v Podkraju, kjer je zrasla nova steklarna. Gre za številne druge projekte, tudi na področju turizma, na področju podjetništva. Zgradili smo podjetniški inkubator. Mi smo imeli to srečo, da smo imeli dobre projekte, da je občina v dobri kondiciji, da imamo še danes zadosti investicijskega potencijala, da smo malo zadolženi in da lahko zagotavljamo lastna sredstva pri izvedbi teh projektov. Ki pa jih je ponavadi tam do 30%, tudi več? Je različno, ne, razpisi so bili različno, od 50 do 15, v nekaterih primerih smo pa tako dobro prišli skozi. Jaz sem vam povedal primer hrastniške knjižnice, za projekt, ki je bil težak nekaj čez 900 000 evrov, smo od Evrope in države dobili približno 875 000 evrov, občina Hrastnik je dala za prostore nove hrastniške knjižnice nekaj več kot 40 000 evrov. Kar je res malo, ne, za nekaj novega. V tem času sta bila v Hrastniku objavljena 2 razpisa za direktorja mladinskega centra. To je bilo kar malce presenetljivo, ne, da je direktor Perišič, Davorin, če se ne motim, Peršič tako hitro pustil vajeti nekomu, ne, drugemu. Nenazadnje je ta Hrastniški mladinski center kar dobro po domače zalaufal, ne. Jaz mislim, da je dobro zalaufal, da je upravičil, bom rekel, na začetku tisto poslanstvo, ki smo mu ga dali, s tem, ko smo vlagali v mladinski center, oziroma ko smo ustanovili in vlagali v prostorske pogoje za delo mladih oziroma mladinskega centra. Davorin se je odločil, da gre na podjetniško pot. Mi smo to njegovo osebno odločitev seveda spoštovali. Speljali postopke za izbiro novega direktorja. Razpis je bil objavljen v mesecu aprilu. 2 prijavi smo prejeli, obe po formalni plati sta ustrezni, s tem, da je pri eni prijavi je svet zavoda zaprosil, svet zavoda pa vodi vse postopke, zaprosil tudi za dodatna dokazila oziroma pojasnila, tako da jaz upam, da bo čim prej potem opravil razgovor, če bo tudi druga vloga popolna z obema kandidatoma, pregledal njihov program in čim prej sprejel odločitev, ker je potrebno dati seveda tudi soglasje na občinskem svetu pred imenovanjem za direktorja. Mi računamo, da bi to imeli na seji konec meseca maja. Podobna zgodba je pri zdravstvenem domu Hrastnik, tam je pa prispelo 7 prijav, 6 je bilo po formalni in vsebinski plati ustreznih. Mislim, da je ta petek bo svet zavoda opravil pogovor z vsemi kandidati. Se pravi, tudi bolj podrobno spoznal njihova razmišljanja in programe, ki so jih morali zraven predložiti, in seveda na podlagi pogovorov se potem tudi odločil za primernega kandidata oziroma kandidatko in posredoval to nam v izdajo soglasja, in tudi tle računamo, če bo vse po sreči, da bo na zadnji majski seji to soglasje po razpravi tudi dano. No, v tem času, ko se nisva v studiu srečala, je potekala tudi stavka rudarjev in s tem povezano je moje naslednje vprašanje, kaj se dogaja z zasavsko energetiko. Velikokrat smo že gostili tu tudi ministre, gospodarstvenike, tudi župane, ki so vsi nekako izrazili željo, da bi zasavska energetika še živela, pa vemo, ne, da rudnika praktično ni več, Brnca, ne, se je tudi nekaj časa govorilo, da bi se mogoče tam pridobival premog, očitno je to samo še utopija, ne. Vemo ali pa ne vemo, no, kaj vse se dogaja zdaj v termoelektrarni Trbovlje, tudi negotovost je predvsem. Ni pa še tudi nič začelo dogajati na gradnji hidroelektrarn na Savi. Tudi v Hrastniku bi bila ena.
koliko veste, kaj se bo zgodilo, kaj lahko napovedujete? Ja, na področju energetike smo se v zasavskem prostoru že leta 2009 ponotili in tudi sprejeli en memorandum, v kateri smo opredelili naše razvojne projekte na področju energetike. Tudi pripravili ustrezno dokumentacijo. Nažalost, bom rekel, od leta 2009 pa do danes je sprejetih zelo malo odločitev, pa še tiste, katere so bile slabe, ne. Kar se tiče zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik, jaz sem pred sprejemom zakona o uravnoteženju javnih financ opozarjal, da gre za tako drastično zmanjšanje sredstev, da je ogroženo ne samo varno, kvalitetno in strokovno zapiranje rudnika Trbovlje-Hrastnik, sanacija degradiranih površin, ampak da bo vprašanje tudi pri izvedbi kadrovsko-socialnega programa. In to se je pokazalo, da je sredstev zmanjkalo in zato so rudarji oziroma knapi tudi stavkali in zagotovili vsaj v tem delu, da je država začela resno razpravljati o teh problemih, da se je zgodila sprememba in dopolnitev zasavskega zakona. Sicer so zagotovljena sredstva za izvedbo kadrovsko-socialnega programa, po mojem mnenju, v premajhni višini. Jaz mislim, da bojo tle še težave. Seveda, kar se tiče pa zapiranja in sanacije degradiranih površin, se je pa to prestavilo v obdobje 2016-2018. Jaz upam, da bo država poskrbela za to, da se bojo jame varno, kvalitetno in strokovno zaprle, da se bojo degradirane površine ne samo posanirale, da bojo na teh površinah vzpostavljeni pogoji tudi za razvoj novih dejavnosti, da bomo lahko v Zasavje na ta nekoč degradiran prostor pripeljali tudi kakšno novo dejavnost. Upam, da se bo kadrovsko-socialni program izpeljal tako, kot se spodobi. Meni je nerazumljivo, če smo po Zasavskem zakonu od leta 2000 lahko skozi kadrovsko-socialni program razrešili približno 1084 zaposlenih na rudniku Trbovlje-Hrastnik, da se zdaj ne najdejo ustrezne rešitve za 261 zaposlenih. Teh je ostalo. Zdaj so kar velike aktivnosti na tem področju. Jaz upam, da bojo tudi rešitve prave, ker mislim, da so se knapi to zaslužili, da če se na območju Zasavja ne bo več odkopaval premog, da se spoštljivo ravna do njih in da se kadrovsko-socialni program spelje tako, kot se spodobi. To se pravi, da so zagotovljena sredstva za odpravnine, za prezaposlitve in da se najdejo tudi nova delovna mesta za njih. Zdaj, ker se tiče ostalih projektov, jaz sem razočaran, da na področju izgradnje hidroelektran na Srednji Savi, da gre stvari tako počasi. Koncesijska pogodba, nabor projektov, dogovor občin in države je usklajen že ne eno leto, več let. Do podpisa koncesijske pogodbe ne pride, po mojem mnenju iz razloga, ker tisti, ki ima podeljeno koncesijo, nima nobenega investicijskega denarja. To je pa Holding Slovenskih elektrarn. Holding je po mojem ves investicijski denar, ne samo v tem trenutku, ampak se bojim, da za naslednjih ne vem koliko let namenil za izgradnjo termoelektrarne v Šoštanju in zdaj je zmanjkalo denarja za te pomembne energetske projekte. Država se pa premalo zaveda, da brez izgradnje hidroelektran na Srednji Savi bomo težko dokazali Evropski komisiji, da mislimo na področju obnovljivih virov resno, ker pravi resni projekt je izgradnja hidroelektran. Jaz upam, da bojo tisti, ki so odgovorni v tej državi, se usedli s tistim, ki ima koncesijo, če ta ne more zgraditi. Ne prenese to koncesijo na firmo, ki lahko to zgradi. To se pravi, holding bi lahko prenesel koncesijo, zato so bili spremenjeni tudi določeni akti na Sreso. V Sresi je več družbenikov. Jaz upam, da ti imajo nek investicijski potencial in da pričnemo že z umeščanjem hidroelektran v prostor in jaz upam, da tudi čim prej z gradnjo. Ampak to se še ne bo kmalu zgodilo, če pa tudi ugotovijo, da tudi ti družbeniki imajo premalo denarja, potem pa ne se podeli tistemu, ki ima investicijski potencial, to se pravi po postopkih, ki so. Zdaj ostali projekti, obrtnici, bi lahko veliko govorila. Mi smo veliko pričakovali tudi od komisije, ki je bila imenovana na vladi, da do konca leta pripravi program prestrukturiranja zasavske energetike. To se ni zgodilo do konca leta.
leta, zdaj je to poročilo, je dokončno izdelane, lokalne skupnosti ga nažalost še nismo dobile, tako da težko komentiram, kakšne odločitve so zapisane v tem poročilu. Seveda, ko jih bomo pa dobili, se bomo pa tudi odzvali na to. Jaz upam, da ne bo tako, glede na to, da se bližajo volitve, da bodo prišli tisti, ki bodo kandidirali in rekli, bomo imeli še Brnico, pa potem spet ne bo nič. Mimogrede, holding je močno povezan tudi z termoelektrarno Trbovlje, kjer se prav tako nič ne ve. Termoelektrarna stoji, delavci so na čakanju, čaka, da se bo avgusta ponovno začela obratovati in dajati elektriko, ampak kakšna prihodnost je pa vprašljiva, ne? Jaz sem že večkrat poudaril, da smo se v Zasavju dogovorili za paketno rešitev, bom rekel, vseh projektov na področju energetike. Ti projekti so povezani, ne? Rudnik Brnica, domač energent, skupaj z rekonstrukcijo termoelektrarne Trbovlje, je povezan projekt, ne? Je povezan projekt. Ampak od tega nič ostalo, no? Bomo videli, no, jaz bi tudi sam želel, bom rekel, to dokončno poročilo čim prej videti, se seznati z njim, ampak sama rekonstrukcija termoelektrarne Trbovlje, tako kot zdaj sem imel možnost prebrati v časopisu, je bolj vezana spet na strateškega partnerja. Je pa nemogoče, ne, da se država, kdorkoli se pogovarja, je to holding, ne, je to ministrstvo, pogovarja 2 leti z potencijalnim investitorjem. Jaz mislim, da govorimo o Rusu, ne, Birjukovo je tako nekako. Burlakovo, jaz mislim, da če je res namen na eni in drugi strani, bi ti pogovori že zdavni morali biti zaključeni uspešno. Če je ta investitor pripravljen investirati ne samo v termoelektrarno, ampak tudi v pridobivanje premoga, ker po mojih informacijah naj bi bil pripravljen vložiti tudi v Brnico, to se pravi, da bi v termoelektrarni se kuril tako domač premog z našega območja, uvožen premog in pa lesna biomasa. In da bi iz tega objekta zagotavljali tudi ogrevanje vseh 3 zasavskih dolin, to se pravi, da gre za pomemben razvojni projekt in se mi zdi, da stvari gre prepočasi. Jaz si vedno v življenju želim, da se odločitve sprejemajo v razumnem roku, tudi če se s temi odločitvami vedno ne strinjamo, saj vemo, kje smo. Ja, ampak po drugi strani pa, če potencialni kupec realno pogleda, tudi kar se tiče ogrevanja, v Zagorju je to kar precej dobro urejeno, tudi v Hrastniku, preko zdajšnjih tistih, ki ogrevajo Zagorje, tudi v Trbovljah. Pa če realno pogledaš še drugo plat, da termoelektrarna stoji do avgusta, saj jaz bi se vprašal, a sploh v Sloveniji potrebujejo moj štrom? Bom sploh imel potem naročilo, da proizvajam elektriko? Eden od večjih problemov v Sloveniji je, da nima sprejetih strategij. Ne samo na področju energetike. Mislim, da je prav to tista ovira vsakega kupca, ki na področju energetike, ker ti tako imenovani nacionalni programi bi morali biti že zdavnaj sprejeti. Jaz mislim, da bomo imeli veliko težavo pri koriščenju evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, če te strategije ne bodo sprejete. In na področju energetike sprejemamo nacionalni program, mislim, da od leta 2004-2005, po mojem je sedaj veljavna strategija bila sprejeta leta 2004, potem pa smo imeli par poskusov izdelave nacionalnega programa na področju energetike, ampak vsi ti poskusi so se končali, razni osnutki ali pa predlogi so končali v predalih, ker energetika ni stvar lokalne skupnosti in ni stvar posameznika. Odgovorna država in vlada mora sprejeti strategijo, na kak način bo umeščala v prostor energetske objekte in na kak način bo zagotovila izkoristek, bom rekel, v teh objektov. Tudi to, kar ste vi rekli, mi če se dogovorimo in da se ta projekt odpele, moramo potem zagotoviti ogrevanje teh 3 zasavskih dolin na način, da bo ta objekt seveda obratoval.
da bo ta objekt obradoval. Gre pa za okoljskega vidika zelo pomemben projekt, ker bi zmanjšal emisije, bom rekel, toplogrednih plinov, tako ali drugače, izkoristek termoenergetskega objekta bi se povečal, tudi skozi to malce cenejše ogrevanje bi lahko zagotovili Zasavju tudi neko rento za več kot 200 let odkopavanja oziroma energetske izrabe tega prostora in se mi zdi, da bi smiselno bilo nadaljevati v tej smeri, ampak se mi zdi, da grejo te stvari prepočasi, ker nimamo sprejete strategije. Vzadaj se pa sliši tudi, da bi bil pa objekt primeren za sosežig oziroma za sežig nekaterih vrst odpadkov, ne? Jaz sem bil pred časom na enem sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer smo se pogovarjali o enem pomembnem programu, ki jaz upam, da ga bomo začeli izvajati ne samo v zasavskih občinah, ampak na območju cele Slovenije. To je problem s prašnimi delci, PM10. In na tem sestanku so se predstavniki ljubljanske občine in mariborske občine na nek način spopadli med sabo, kje bo objekt za termično obdelavo nenevarnih odpadkov, a bo to v Mariboru ali bo to v Ljubljani. Ti projekti so pripravljeni. Od leta 2006 so ti projekti pripravljeni. Slovenija verjetno več kot enega objekta za termično obdelavo odpadkov ne rabi. In jaz sem takrat tudi izkoristil priložnost in sem rekel, da bomo Zasavci z veseljem podprli, kjerkoli bo ta objekta, bo v Ljubljani ali pa v Mariboru. Vem pa, da bojo težave, ko bojo morali zagotoviti družbeno vpetost oziroma sprejemljivost teh objektov v prostor, ampak ne glede na to. Določene odpadke je treba termično obdelati in mislim, da na območju Slovenije eno takšno lokacijo bo potrebno določiti. Jaz mislim, da zasavski prostor ni primeren za to zdaj, ali bo pa to v Ljubljani pa Mariboru, bom pa jaz z veseljem podprl odločitev takšno ali drugačno. No, jaz sem bil nedavno v Lendavi in ko sem se na Izlakah, na Trojanah priključil na avtocesto, sem se po avtocesti peljal tropasovni ali pa dvopasovni, no, vse do samega centra Lendave, skoraj da, no, do krožišča. To manjka tudi Zasavju, ne. Zdaj Zagorjani recimo imajo kar precej blizu priključek na avtocesto res da prek Trojan, nekaj kilometrov. Hrastničani ste pa že v slabšem položaju, tudi Trboveljčani. Vsi politiki, mnogo smo jih že gostili v tem studiu, so pa govorili o tretji razvojni osi, ki ni samo cesta, mimogrede, ne, še marsikaj drugega, da bo šlo to tudi čez Zasavje, ampak to jaz poslušam že zadnjih 10 let, ne. Mi smo pa še vedno, ne, ali pa saj vaš konec, še vedno daleč od priključitve na avtocesto. Pa je to ovira, ne, za podjetništvo, za gospodarstvo. Urejena infrastruktura in dostopnost, bom rekel, ne samo do avtocestnega križa, tudi do ostalih transportnih poti je pogoj, da se lahko neka lokalna skupnost tudi razvija. Jaz trdim, da je Zasavje na tem področju zapostavljeno, tako ali drugače. Mi težko pripeljemo neke investitorje v zasavski prostor, jaz ne bi govoril o degradiranem prostoru, ampak bolj o ustrezni infrastrukturi. In 8 let smo se v Hrastniku prizadevali, da smo sprejeli državni prostorski načrt za glavno cesto Hrastnik-Zidan most, vključno z deviacijo proti Laškem, ki bi omogočil ne samo Hrastničanom nek normalen dostop do celjske regije oziroma naprej proti Posavju, ampak tudi vsem Zasavčanom. Po 8 letih, ko je bil sprejet državni prostorski načrt, ne pridemo do tega, da bi se zagotovila sredstva, da bi se šlo s tem projektom naprej. To se pravi, da se bi projekt sprojektiral, čim prej pridobil gradbeno dovoljenje, prišlo do tega, ko bi imeli projekte, ko bi imeli kvalitetne popise, da bi imeli neko realno oceno, koliko 8,7 km ceste, bom rekel, iz Hrastnika proti Zidan mostu z deviacijo proti Laškemu tudi košta. Zdaj imamo neko oceno Ministrstva za infrastrukturo in vsi pravijo, da je ta cena previsoka, ker govorimo o ceni med 110 in 120 milijonov evrov. Jaz jim pa vedno odgovarjam, ne, pripravite že enkrat projekte in ko bomo imeli realno oceno, dajmo se zmeniti, na kak način lahko pridobimo tudi za ta pomembni cestni odsek. Gre za glavno cesto, ki ni samo prometni projekt, ki bo zboljšal
pretočnost, prevoznost, gre za pomemben okoljski projekt, ker bomo spravili tovornjake oziroma tisti promet, ki ne sodi v hrastniško mestno jedro ob Savi navzdol, zboljšali odprtost zasavskega prostora proti Celju in Zasavju in seveda gre za pomemben razvojni projekt. In če bi to imeli, bi lahko s to investicijo tudi štartali. Jaz mislim, da se finančni viri dajo zagotoviti. Tudi če Evropa v naslednji finančni perspektivi ne bo namenila denar za takšne cestne odseke, kot je ta, čeprav jaz trdim, da gre za del 3. razvojne osi ali pa gre za priključek Zasavja na 3. razvojno os, če bo zmagal, pa ko bo umeščena, pa ko se bo začela graditi 3. razvojna os iz Celja proti Dolenjski, to se pravi, če bo šlo za ta sredinski koridor, gre za navezavo, gre za del 3. razvojne osi. Jaz upam, da bo več sreče v prihodnje, da bomo čim prej v državnem proračunu zagotovili ta denar za projekte, da pridemo čim prej do gradbenega dovoljenja, zagotovimo del evropskega denarja in državnega denarja in da pričnemo za izgradnjo te ceste. Ne razumem, bom rekel, tistih politikov, ki razlagajo, da bomo, ne vem, 2018 začeli graditi hidroelektrarne na Srednji Savi, prva v projektu hidroelektrarne na Srednji Savi je pa Suhadol, brez zgrajene te ceste in nemogoče priti na gradbišče. Ja, to je zanimivo. In ko se z ljudmi pogovarjam o teh cestnih, o slabih cestnih povezavah, skoraj da vsi rečejo, pa saj Zasavčani smo imeli dolga leta predsednika vlade, ki je prihajal iz Zasavja. Smo imeli ogromno poslancev, tudi vi ste bili poslanci. Tudi zdaj smo regija skoraj, ki ima majhna regija, ki ima največ poslancev, ne? Pa se nič ne premakne. To je težko razumeti. Kaj delajo potem? Kaj ste delali poslanci? Težko je razumeti, ampak jaz mislim, da je pokojni predsednik dr. Drnovšek ogromno naredil za ta zasavski prostor, tudi na tem področju. V tistem času so se umeščale avtoceste v prostor, tudi gradile. Veste, da je bilo več idej. V tistem času smo mi tudi dali za avtoceste dvakrat več, kot je bilo prvotno načrtovano. Tudi to je res, ne? Drži, ampak če bi mi kilometer avtocestnih odsekov, ki so v Sloveniji zgrajeni, očistili, bom rekel, vseh teh privezkov, ki se v Sloveniji zgodijo, v kilometrih avtocest so tudi šole, vrtci, nadomestni stanovanjski objekti, kmetijska zemljišča, zaščita kulturne, arheološke dediščine. Če bi to vse očistili, bi videli, da glede na zahtevnost terena so avtoceste v Sloveniji zgrajene za neko povprečno ceno, ki velja. Teren je pa zahteven. To sem hotel povedati. So bile različne variante okrog avtoceste, ki bi šle dosti daleč stran v Zasavje in se mi zdi, da je prav, da je zmagal ta koridor, ki je bil drag čez Trojane in s tem vsaj del, bom rekel, Zasavja se je približil avtocestnemu križu. Tudi na ostalih področjih bi se zasluge dr. Drnovška lahko dale, bom rekel, zelo jasno povedati. Sam sem bil dolgoletni poslanec, že prej sem omenil, 8 let sem si prizadeval, da smo prišli do državnega prostorskega načrta. Mene to moti, ne? Mi imamo zakonodajno ureditev tako naštelano, da se ti pomembni projekti zavlečejo iz razloga, ker je to težko umestiti v prostor, nasprotovanja so takšna ali drugačna, da se 8 let sprejema državni prostorski načrt, veste, da je to nerazumljivo. Ker za avtoceste, ki so imele to prioriteto v tej državi, se je v povprečju izdeloval državni prostorski načrt 3,6 leta, če se jaz prav spomnim podatkov. In mimogrede, župani ste zagotovo ljudje prakse, ker se dnevno soočate s takšnimi in podobnimi zadevami in morate hitro reagirati. Po drugi strani pa ne smete biti več poslanci, pa glede na to, da se bližajo tudi državnozborske volitve, se bo župan Miran Jerič spustil na županske volitve, mogoče na volitve za župana, ponovno za župana. Na eni od teh volitev se bom sigurno pojavil. V tem, če razmišljam, nismo še sprejeli, ne sam, ampak skupaj s tistimi,
ki so z mano v določeni politični opciji, se pogovarjamo, tako da odločitev bomo morali, glede na to, da se državnozborske volitve zelo bližajo, zelo kmalu sprejeti. Jaz rad takšno odločitev sprejmem v krogu tistih, ki so mi blizu, ki so z mano v določeni politični stranki, nekateri pogovori potekajo, tako da to odločitev bomo zelo kmalu sporočili oziroma jo bom sporočil. Zdaj, kar se pa tiče te zgodbe okrog nezdružljivosti. Sam sem bil med tistimi poslanci, ki sem podprl zakon o nezdružljivosti. Jaz mislim, da je potrebno ločiti župansko in poslansko funkcijo, čeprav ima delo na terenu na nek način, tudi v lokalni skupnosti, tudi pri sprejemanju odločitev v državnem zboru veliko prednosti. Ker na nek način vidiš, kako bo določeni zakonski predpis, kakšne posledice bo imel ne samo na lokalno skupnost, ampak na državljane in državljanke, bolj v tistih, ki tega stika nimajo s terenom. Ampak se mi zdi, da je bilo prav, da smo to postorili. Bolj me moti, da nismo šli še naprej, da nismo naredili to nezdružljivost, jo speljali do konca. Jaz mislim, da poslanec bi moral biti samo poslanec. To se pravi 100% delati samo v parlamentu za tisto, kar so ga ljudje izvolili in za tisto, kar piše v slovenski ustavi. Ne pa še poleg nekoč župan, zdaj pa lahko še vedno malo tako, ker nekaj poklicav je, kjer lahko, bom rekel, čeprav se zavedam težav, tam, če si dalj časa, bom rekel, ven z te prakse, potem težko neke licence. Potem pa velja omejiti mandate na 2 mandata in se zadeva tudi reši, ne? V tem bi se dalo, bom rekel, veliko govoriti. Jaz mislim, da te razprave so bile, bojo tudi v prihodnje. Veliko se bo razpravljali tudi v prihodnje, čeprav že zdaj vidim, da ko prihaja predvolilna kampanja, tik pred zdajci omenjamo ponovno spremembo volilnega sistema. Jaz mislim, da bo teh sprememb v Sloveniji v prihodnje še kar nekaj, tako da o tem bi se dali celo oddajo, bom rekel, tudi posnet. Gospod župan, hvala za tokratni obisk v studiu pred samim občinskim praznikom občine Hrastnik. Se bo pa v tem studiu še srečalo. Hvala tudi vam za povabilo in lep dan želim vsem gledalkam in gledalcem ETV. Hvala za vašo pozornost in srečno.